Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V petek je župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat obiskal in obdaril stanovalce doma viharnikov v Kranjski Gori in doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah, ki so sicer občani kranjskogorske občine. V kulturnem programu so nastopili pevke z Dovjega in Mojstrane, Jaka Keren, Vaški klepetulji in Mira Bunjevac ter s tem polepšali praznični december vsem, ki dneve prebivajo v domu. Za praznike povsod zbere se družinski rod. Se jih otroci veselijo, saj dobri možje jim darila razdelijo. Mlada mamica pred kratkim udova je postala, solzo v očesu sinka je zibala. Sama sta ostala. Je veselje odtonilo, še dobri so možje pozabili na darilo. Ko že črne misli na pohodu so, jo poboža mehka roka. In pri srcu zopet postalo je toplo. Niso darila tista, ki postavijo te na noge, veliko več beseda topla je in stisk roke. Pri naših občankah nastanjenih občanih tukaj nastanjenih na jeseni življenja in zelo vesel, da tudi z našimi predsedniki društev invalidov, upokojencev, Združenj zveze borcev, pa seveda našim pevkam pričaramo tukaj našim občanom nekaj nepozabenega. Tudi letos sem povabil nastanjene v obeh domovih, tako viharnik kot tukaj na Jesenicah, da se tisti, ki le morajo, udeležijo ogleda naše alpske vasice v Kranjski Gori. Za njih bomo organizirali prevoz in vodenje, tako da upam, da se jih bo čim več tega ogleda udeležili in da vidijo utrip naše alpske pravljice v centru vasi, tako da vsem, pa seveda ne samo njem, vsem, ki starost svojega življenja preživljajo širom Slovenije v domovih za ostarele, v ustanovah in kakorkoli že kje, želim mirne božične praznike, pa seveda srečno, zdravo, pa predvsem novo leto brez bolečin, brez trpljenja in veselo jesen tega njihovega preživljanja v domovih. Kam le čas beži, kam se mu mudi, leto za letom gre, hitro tak mine vse, glavca siva je, roka trese se, v srcu pa je lepo, kot je nekdaj bilo. Bil sem deček mlad, sem vas zahajal rad, tam sem dekle imel, vsak sem večer k njej šel, kje so zdaj poti, več nikjer jih ni, kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo. Poslovljen božični čas ljubezni, miru, razumevanja, advent ga pričakuje. Gorijo svečke upanja, okras ga zaznamuje. Srečo, zdravje zaželimo vsem. Leto novo naj bo dobro v njem. Objame naj vsakogar srčna toplina in vedno obdaja prijetna blažina. V osnovni šoli 16. decembra Mojstrana so pripravili proslavo o počastitvi krajevnega praznika in dneva šole.
predvsem pa na koncu leta moramo gledati na to, da gledamo življenje s pozitivne strani, da smo pozitivni, da zaupamo vase, vse okrog nas, zaupamo otroke, predvsem mi učitelji tukaj na šoli in danes je bila tale predstava res krasna. To so otroci sestavili sami s pomočjo učiteljice za glasbeno umetnost. Skratka, jaz sem vesela, srečna in gremo s pozitivom naprej v novo leto. Kaj bi dal, da bi že odrasel? Da mi ne bi bilo več treba hoditi v šolo, pa da bi delal, kar bi hotel. Ja, takrat bo res ful fajn. Naj pa izkoristim priliko in ob tem dogodku, ob krajevnem prazniku in dnevu šole v Mojstrani vsem krajanom in krajankam in vsem zaželim lepo in prijetno, srečno, zdravo, uspešno novo leto. Krčmarična hči, upam, da si že uspela preboleti izgubo svojega očeta. Nekako sem. Hvala. Ti si krčmaričina hči, tista, ki je svojega ljubega izgubila, ko je šel strelic Zlatoroga? Točno ta. Sama sem si kriva. Tisti trgovec me je tako očaral s svojimi darili, da ga je moj dragi hotel prekašati v tem. Učenke in učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pa so pred prazniki za starše že pripravili tudi novoletni bazar. Spet smo v prazničnem decembru in tako kot vsako leto smo tudi letos spet priredili božično-novoletni bazar, na katerem učenci prodajajo seveda po simbolični ceni svoje izdelke, ki so jih pridno ustvarjali v šoli. Pripravili so vrsto zelo lepih voščilnic, različnih izdelkov, raznih spominkov, izdelovali so tudi iz lesa, napekli piškote in z veseljem pričakali vse obiskovalce. Vse izdelke, ki so jih učenci napravili, so delali kar nekaj časa. Na tale dogodek se pripravljamo že pozno v jeseni, se pravi nekje koncem oktobra, potem imamo tudi tekom dopoldneva božično-novoletne delavnice, tako da te izdelke izdelujejo približno kakšen mesec, mesec in pol, seveda ne vsak dan, ampak pri različnih predmetih in v različnih razredih. Po bazarju je sledil še tradicionalni božično-novoletni koncert, na katerem nastopajo mladi glasbeniki, nekateri se tudi predstavijo s svojimi pesmimi, radi tudi zaplešejo in se predstavijo s kakšnimi pesmimi znanih avtorjev ali pa tudi ljudskimi. Jelen zimi nam rodi, nenavaden nos je imel, v mraku še prav posebej, mu je prav lepo žaril. Za konec je zbrane razveselil prav poseben pevski zbor, katerega člani so učenci in učitelji osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. V sredo so člani Kulturno-prosvetnega društva Podkoren organizirali praznično prireditev z naslovom Mladi osrečujejo z glasbo in plesom. Prireditev se je začela popoldne, potekala je v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Navzoče v dvorani pa je najprej pozdravila predsednica društva Mateja Cuznar Zadnik. Me veseli, da smo se zbrali v tako velikem številu, ste prišli podpreti naše mlade talente.
Umetniški oder je prva ogrela folklorna skupina pod vodstvom Darinke Tarman in Daniele Filipič, plesalce pa je na harmoniki spremljal Božo Kramar. Nato so sledili nastopi nadarjenih mladih občanov, ki so se predstavili z igranjem na različne inštrumente. Tako so obiskovalci kulturne prireditve prisluhnili harmoniki, flavti, klarinetu, klavirju in kitari. Program pa je bil popestren tudi s petjem božičnih pesmi. Večina nastopajočih obiskuje glasbeno šolo Jesenice, harmonikarji pa se igranja na ta veseli inštrument učijo pri Jaku Kernu iz Podkorena. Po koncu enournega kulturnega programa so se obiskovalci v avli Ljudskega doma posladkali z domačim pecivom, ki so ga pripravile članice Kulturno-prosvetnega društva Podkoren. Pokramljali so o iztekajočem se letu in že nazdravili tudi prihajajočemu. Slišimo iz publike. Super, krasno. Člani in članice športnega društva Varpa Gost Martuljek pa so se že zbrali na predprazničnem druženju. Z letom, ki se izteka, so zadovoljni. Na družabnem srečanju pa jih je zabaval Janez Kogovšek. Danes je tak zaključek letne sezone, imamo te v gasilski dvorani Gost Martuljko, tak srečanje naših valinarjev, športne društvo Varpa in se počutimo dobro. Zdaj je vse pripravljeno, tako pač mora biti, glavnega uspeli smo. Zdaj nekoliko še malo izpraznjeno, ampak material še prihaja. Glavnega vem pa, da bo državni večer. Decembrski dan, z ognjem lice borijo zaman, dušo tiho prikrala se je pomlad, korike se vrte imam. V dolini pod Poncami je bil včeraj pravi zimsko-športni praznik. Prvič so odprli sezono teka na smučeh v pravem planiškem stilu. Možno je bilo testiranje tekaške opreme in tudi izposoja, pa brezplačni nasveti inštruktorjev, igre na snegu za otroke, snežna zabava, mini skakalnica ter snežna drča. Danes smo otvorili sezono teka na smučeh. Zelo smo ponosni na to, zato ker kljub neugodnim vremenskim razmeram in kar visokim temperaturam nam je uspelo narediti vsaj 1 kilometer tekaške proge. Tokrat je povezana tudi spodaj s tunelom, tako da je možno teči hkrati zunaj in tudi notri. Želimo si, da Planica ne bi bila poznana samo kot skakalni center, ampak da bi jo ljudje spoznali tudi kot tekaški center in da bi vedno več ljudi, tudi drugih rekreativcev, ne samo profesionalcev, vzljubilo ta šport in da bi tudi zaradi tega prihajali v Planico. Kljub temu, da je v Planici zima, poleg teka na smučeh Planico lahko obiščete tudi zaradi vodenih ogledov, ziplina, lahko se peljete sedežnico na vrh letalnice, vsak dan v letu pa nudimo tudi ogled našega muzeja, tako da vsi lepo prisrčno vabljeni v Planico. Decembra bo v dolini veliko prireditev in koncertov. Ta konec tedna so navdušili Mambo Kingsi v dvorani Vitranc. Lep pozdrav vsem skupaj. Mambo Kingsi so samo za vas. Bomo peli, plesali, se zabavali. Evo, tukaj so naše največje penice. Vino na ustava, gremo! Vino na ustava. Prošlo je već godina, neubrana ljubavi, još si to jedina.
svijet, združuje se recitaju na svijet, nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, da je volim još i ne mogu razvijet, združuje se Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Delavnica s Katjo za otroke in starše bo v sredo ob 17. potekala v knjižnici v Mojstrani. Delavnice z Mojco pa bodo v petek prav tako ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Ledeno kraljestvo v Mlačci v Mojstrani bo odprto od četrtka od 9. do 19. Odprtje razstave Jaslice iz alpskega sveta bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Božična zabava z Indiro Forca bo v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori v soboto ob 20. Čarobni dan na smučišču v Kranjski Gori bo potekal v nedeljo, ves dan. Prižig adventne sveče z vokalnim zborom Vox Carniola bo v alpski vasici v Kranjski Gori v nedeljo ob 18. Glasbeni nastop in prihod Božička bosta v nedeljo ob 17. na trgu Olimpijcev v Mojstrani. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne decembrske dni, ki so pred nami. Morda se lahko odpravite tudi na novo odprto drsališče v središču Kranjske Gore. Zakaj pa ne? Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!